pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela prva tekma 30. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V športnem parku Šiška oziroma na Žaku se bosta pomerila domači Bravo in Mura. Ekipi se trenutno borita za 4. mesto v prvenstvu. Igralno mesto sicer pripadalo Drkušiću, ki se preselil k Sočiju. Tole priložnost za Muro. Ni še konec nevarnosti. Bobičanec, krasna poteza Bobičanca, brani Orbanič, napaka in gol za Muro. Mirlin Daku je strelec, njegov drugi gol v letošnji sezoni. Najprej čarobna poteza Luke Bobičanca. Orbanič je sicer ubranil strel, toda žogo je slabo odbil prece in na njej pritekel Mirlin Daku, tudi Ovro mu je takole očistil kopačko, Daku pa je torej dosegel. Skoraj da bi prišel do zadetka, toda vratar Mure se je zelo izkazal, Trontelj pa bo podal s kota. Žan Trontelj proti bližnji vratnici, priložnost in gol! Gol za Bravo, 1:1. Gregor Bajde je vendarle zadev, zelo blizu golu je bil pred nekaj sekundami, zdaj pa se je torej vendarle vpisal med strelce, njegov 4. gol v letošnji sezoni prve slovenske nogometne lige. To je bil torej 9. gol Brava na Žaku v tej sezoni in pa Žan Trontelj ima fantastične predložke, podaja proti bližnji vratnici, Križan je prišel do strela, ni še konec, Memić pred vrata, dobra podaja in vratnica se je stresla, pa še en strel Memića, to da brani Zalokar, kakšna priložnost za Bravo. Škoflek spremlja zdaj akcijo na desni strani. Tole odlična žoga za Klepača, Klepač ima priložnost, še vedno Klepač in gol! Mihael Klepač, Mura je prišla do popolnega preobrata, fantastičen gol. Kmalu po vstopu v igro je Mihael Klepač premagal Orbaniča, fantastična akcija Mure in Sobočani so prišli do vodilnega zadetka. Kapitulirala je obramba Brava, redko se zgodi, da Bravo prejme 2 zadetka na eni tekmi. Mihael Klepač pa je dosegel šele 2. zadetek v letošnji sezoni, ampak v zelo pomembnem trenutku. Poglejmo še enkrat tole akcijo. Takole poda na levo stran, potem pa je Klepač najprej zavrtel. Dejan Grabič, prikazali ste zelo borbeno igro, prišli ste tudi do zadetka za izenačenje, na koncu pa vendarle ostali praznih rok. Kaj je po vašem mnenju na koncu odločilo? Mislim, vsebinsko moramo biti zadovoljni s tem, kar smo danes prikazali. Res pa je, da to ni bilo na nivoju naše zadnje tekme energetsko. Bili smo zelo dobri, nismo bili pa odlični. In jaz mislim, da je glih ta neka zadeva. Ustvarjali smo si vsem dovolj strelov v okvir situacij za zadetek. Ena od ključnih verjetno tista prečka pri 1:1 od Milića. Ampak Mura je znala kaznovati tiste stvari, ki so si jih priigrali. Priigrali so si 2-3 lepe situacije in so bili konkretni, bili dobri v realizaciji. Nam je mogoče malo na koncu, ko smo lovili rezultat, igrišče onemogočalo nek pretok žoge in normalno smo se odločili za preskok igro, nakopičili ljudi okrog druge žoge in iz tega bili uspešni. Manjko je zadnji dotik, zadnji strel, ki bi prinesel neodločen rezultat, ki bi po mojem bil najbolj zaslužen na tej tekmi. Danes niste mogli računati na 3 nogometaše zaradi izpolnjene kvote rumenih kartonov, se je poznala njihova odsotnost? Jaz mislim, da ne, zato ker so vsi, ki so vstopili namesto njih, odigrali zelo korektno. Tako da imamo široko klop, letos najdaljšo verjetno, odkar smo v prvi ligi in to se je danes tudi pokazalo. Rezultatsko ne, vsebinsko pa ja. Najlepša hvala. Damir Čantala, zelo pomembna zmaga, osvojili ste 3 točke. Kako težko je bilo danes igrati na takšnem igrišču? Težko je bilo zaradi igrišča, pa težko je bilo zaradi nasprotnika. Vsaka naša tekma z Bravom je izredno težka.
Vedno so to izredno tesne tekme, borbene tekme, ampak mislim, da smo danes bili pametni in pravno za ta zadetek tudi boljši. Danes ste opravili trojno zamenjavo in ti tri igralci so zelo poživili igro. Ste pričakovali, da bo tako? Dejstvo je, da smo želeli poživiti igro, da smo želeli novo energijo, ki je v teh razmerah izredno pomembna. Zdaj pa enkrat zadaneš, drugič imaš smolo. Danes je bila sreča na naši strani s temi menjavami in menjave so prinesli ravno to dodatno energijo in tudi eden izmed teh igralcev je dosegel odločilni zadetek. Olimpiji ste se približali na 2 točki zaostanka. Verjamete, da lahko Olimpijo dohitite? Mi moramo gledati tekmo po tekmu, orientiramo se na sebe, vsako tekmo gremo zmagati. Če bomo mi uspešni, verjamem, da jih bomo, ampak ne bomo se obremenjevali z njimi, moramo se sabo. Andraž Kirm, bili ste zelo borbeni, ampak na koncu je nekaj zmanjkalo. Kaj je odločilo današnjo tekmo? Ja, tekma je bila precej mirna v prvem polčasu. V drugem so bile tudi razmere na meji regularnosti verjetno. Tako da imeli smo svoje priložnosti, ki jih nismo izkoristili, Mura svoje in na koncu zasluženo odnesla 3 pike. Kako težko se je bilo privaditi na te razmere? Pa ja, težko je bilo, mogoče ne toliko na sneg, pa na vidljivost, kakor na mraz. Igralci so kar tožili, da imajo mrzle noge, tako da v takih razmerah jasno zelo težko igrati. Najlepša hvala in srečno. Žiga Kov, zelo pomembna zmaga za vas. Kaj je bilo danes odločilnega pomena? Hvala lepa za čestitke. Karakter, enostavno karakter, mislim, da je odločil tekmo, ampak vseeno bi jaz čestitev tudi igralcem Brava na takšnem terenu odigrati eno tekmo. Videli ste, da je bilo zelo težki pogoji, ampak pač takšno je bilo vreme, ampak mislim, da smo vseeno mi zasluženo zmagali. Zdaj ste se približali Olimpiji na 2 točki zaostanka. Verjamete, da lahko Ljubljančane dohitite do konca prvenstva? Pa tako bom povedal, mi zdaj trenutno ne gledamo naprej, mi gledamo samo sebe, gremo tekmo po tekmo, kaj bo pa to na koncu prineslo, pa bomo videli. Najlepša hvala.